V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Dragi verniki, prejšnji teden, v torek, 8. oktobra, je umrl eden od naših treh škofov, monsignor Bernard Tissier de Maderi. Včeraj pa je bil njegov pogreb v Ekonu v Švici. To je prenesetljiva, pretresljiva novica za življenje in delo naše duhovniške bratovščine, kajti monsignor Tissier de Maderi je bil predvsem škof, tako da sta nam zdaj ostala dva škofa. Monsignor Bernard Fele, ki je pred 2 letoma obiskal našo kapelo, in monsignor Alfonso de Galareta. Škof Tissier je pripadal prvi generaciji bogoslovcev, ki so se pridružili naši duhovniški bratovščini. To je bilo leta 1969. Nato je bil leta 1975 posvečen v duhovnika in potem leta 1988 v škofa. Svojo službo je opravljal zvesto od začetka do konca in neumorno delal za zveličanje duš. To je milost, ki jo hočemo pridobiti tudi mi, da ostanemo do konca zvesti izročilu, katoliškemu nauku, sveti maši vseh časov, da ne zatavamo ne levo, ne desno, da ne zaidemo ne v liberalizem, v kompromis z modernizmom in vsemi njegovimi reformami, kakor tudi ne v rigorizem, kjer bi se oddaljili od občestva s cerkvijo. Škof Tissier je bil torej 55 let zvest temu boju za izročilo, za vero cerkve. Mi pa želimo slediti njegovemu zgledu. To vse pa je počel ponižno in skromno, zvesto opravljal vse svoje dolžnosti. Potoval je po vsem svetu, da bi delil zakramente in poučeval katoliški nauk. Čeprav je bil škof, je delal vse v službi naše bratovščine, nikjer ni izstopal in to ponižnost želimo posnemati, vse narediti v Božjo slavo, izpolnjevati svoje ustanovske dolžnosti, da dajemo dober zgled krepostnega katoliškega življenja, da bi drugi prepoznali resničnost naše vere ter jo sprejeli in živeli. Sedaj nadaljujemo s pregledom verskega nauka v vprašanjih, o katerih smo govorili zadnjič. Rekli smo, da moramo Boga spoznati z opazovanjem tega sveta, in če se vprašamo, kaj je prvi vzrok vsega, kar obstaja, tu nujno pridemo do zaključka, da mora obstajati prvi vzrok, ki je istoveten pojmu Boga, ki je popoln, neomejen, večen, duhoven, ki presega ta svet, saj bi bila vsaka druga razlaga nezadostna. In če predpostavimo, da temu prvemu vzroku nekaj manjka, tedaj ne bi mogel biti končni odgovor na naše vprašanje, ampak bi spet moralo biti nekaj pred tem. Zato mora prvi vzrok nujno imeti vse lastnosti, ki jih pripisujemo Bogu, in to je gotov sklep, do katerega lahko pridemo. Drug način, kako lahko pridemo do gotovega razumskega spoznanja o Bogu, je, če izhajamo iz svoje notranjosti. Vsak človek kot duhovno bitje poseduje duhovne sposobnosti oziroma organe. Vsak od nas ima željo po sreči, smislu, čut za pravičnost, potem imamo vest, ki nas opozarja kot notranji glas, da imamo svobodno voljo, kakor pa imamo
telesne organe, od katerih ima vsak svoj namen. Imamo oči, da vidimo, ušesa, da slišimo, nos, da vonjamo, tako imamo tudi duhovne sposobnosti. Slednje pa morajo imeti svoj končni cilj in smisel in ne morejo biti brez pomena zaman. Kje pa lahko človek doseže največjo srečo, smisel, pravičnost, to na tem svetu ni mogoče, ker vse te težnje vedno ostanejo neizpolnjene. Če jih človek želi uresničiti v zemeljskih dobrinah, užitkih, časti, slavi, a vseeno, če že samo dejstvo, da obstajajo in da ima človek to željo, da najde svojo končno najvišjo izpolnitev, pomeni, da mora nekje obstajati. O človekovem iskanju sreče in smisla smo že govorili, da je to prvo vprašanje, ki si ga mora človek zastaviti in da pomanjkljivost zemeljskega jasno kaže, da mora človek svojo najvišjo izpolnitev iskati v večnih nadnaravnih dobrinah. Enako velja za človekovo iskanje pravičnosti, ne glede na to, koliko si človek želi, nikdar ne bo mogel doseči popolne pravičnosti na tem svetu. Družba je lahko bolj ali manj uspešno organizirana, vendar nikoli ne bo dosegla tistega ideala popolne pravičnosti, ki je na tem svetu enostavno nemogoč, saj je človek nagnjen k grehu in krivici in ne glede na to, koliko se trudi, ne bo mogel ustvariti popolne družbe, zato to imenujemo utopija. Toda že samo dejstvo, da človek stremi k temu, nas opozarja na dejstvo, da ta ideal ne more biti zaman, da ga mora biti nekje mogoče uresničiti, to pa je mogoče le v večnosti pri Bogu, ker bo vsako dobro poplačano in vsako zlo kaznovano. Eden od naših duhovnikov je srečal Kitajca, ki je pričeval, da je bil to zanj ključni argument za spoznanje, da je krščanstvo od Boga razodeta vera, ker edina uči o pravični nagradi in kazni v večnosti. Če tega ne bi bilo, bi bilo to življenje zapravljeno, zamujeno, potem bi samo iskanje pravice izgubilo smisel. Kot smo rekli, mora vsaka človekova duhovna sposobnost imeti svoj smisel in cilj. To pa lahko ugotovimo šele v večnosti pri Bogu. Na enak način, če upoštevamo človekovo vest in svobodno voljo, njegovo razumsko sposobnost, nam vse to kaže na dejstvo, da od nekje prihajajo, ne morejo biti produkt materialnega sveta, ker so duhovni. Odkot človeku tisti notranji glas, ki ga opozarja, ko dela slabo in v katerem najde odobravanje in mir, če dela prav. Odkot človeku svobodna volja, po kateri lahko svobodno izbira, se odloča, kaj bo počel. Živali in rastline nimajo te svobodne volje, vedno delujejo po nagonih. Če na primer psu ali mački damo hrano, bosta to hrano pojedla, kolikor bosta mogla, in če jo bosta potrebovala. Če bosta sita, jo bosta pustila. Človek pa se lahko odloči, da ne bo jedel, da se bo postil, če je lačen, ali pa se bo prenajedel, zloporabljal hrano ali pijačo. Na to ima človek razum, s katerim lahko pridobiva nova znanja, pride do zaključkov. Živali tega spet ne zmorejo, ravnale bodo po nagonih, ki
jih imajo v sebi, človek pa lahko ustvarja, ima sposobnost graditi, urejati stvari v tem svetu po svojih potrebah. Vse te duhovne sposobnosti nujno kažejo na višjo duhovno resničnost, ker ne morejo biti produkt človekovih telesnih sposobnosti. Vse to so tako rekoč organi naše duše, ki nam sporočajo, da presega naše telo in da lahko najde svoje izpolnitev le v višji resničnosti, ki spet ustreza vsem tistim lastnostim, ki jih pripisujemo Bogu, da je popoln, popolnoma duhoven, večen, da je vsemogočen, da presega ta svet. Zgled žive vere v Božjo vsemogočnost in njegovo usmiljenje nam je svojim življenjem pokazal sveti Peter Alkantarski, katerega god obhajamo danes, frančiškanskega svetnika, ki se je odlikoval s svojim spokornim življenjem, da bi nam Bog po njemu pokazal, kako minljive in ničvredne so stvari tega sveta v primerjavi s večnostjo. To vero želimo utrditi tudi v naših dušah, da bi nas pripeljala do večnih dobrin v nebesih. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.